Pozdravljeni, dobrodošli v šoli za vlagatelje tveganega kapitala. Sem Marja Milič in skupaj z vami bom raziskovala svet investiranja v zagonska podjetja. Marsikdo se sprašuje, kako postati investitor, iskati prave priložnosti, kakšne so tveganja, kakšni so donosi, koliko kapitala je sploh potrebnega, pa tudi koliko znanja. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov dobili na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila online od 2. novembra do 3. decembra. Šola za vlagatelje je namenjena vsem tistim, ki želijo vstopiti v čevlje investitorja tveganega kapitala. S tovrstno investicijo se lahko občutno poveča možnost za lepo oplemenitenje naložbe, toda pozor, hkrati tudi prinaša tveganja, ki jih je potrebno najprej prepoznati, potem pa tudi obvladovati. Statistika namreč kaže, da kar 80% zagonskih podjetij ne doseže svojega cilja in prej ugasnejo. Zato preden se podate na pot investitorja v startupe, obiščite brezplačno šolo za vlagatelje tveganega kapitala in se opremite z znanjem. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju s South Central Ventures, financira pa jo Slovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v posebni seriji epizod Šola za vlagatelje, ki jih pripravljamo za vas. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri tovrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte oziroma gledajte. Moj današnji gost je znanstvenik, raziskovalec, izkušen podjetnik, poslovni angel ter startup mentor Gregor Pipan, ki je pred 20 leti soustanovil raziskovalno podjetje X-Lab, je tudi soustanovitelj ABC pospeševalnika, mentor številnim startupom, kot so denimo Kofor, Sentinel Marine Solutions, Datafy, Moj Mojster in številni drugi. Pozdravljeni. Živijo. Zdravo. Najprej čestitke za 20. rojstni dan X-Laba. Rezultati so vidni, so lepi, korona kriza vam je tudi dala konec koncev lep pospešek in tudi nominirani ste za Delovo podjetniško zvezo, tako da vse se vam je letos očitno poklopilo. Zaenkrat tako izgleda, pa upamo, da to še ni konec, da bomo še kam prišli. Korona krize še ni konec, tako da... To bi pa lahko bila. Lahko bi že bilo počasja. Je pa zanimivo, da si se lansko leto umaknil z mesto direktorja. So kakšni novi projekti v paci? V bistvu pač ena od stvari, ki jih mora podjetnik narediti, je tudi vzgojiti novo generacijo, rečemo, voditeljev, menedžerjev. In to je dobro takrat narediti, ko ima še par let pred sabo, aktivnih par let, ne takrat, ko misliš iti v penzijo in se umakniti iz podjetja. Tako da mi smo s tem začeli. So izzivi tudi pač, kako predajati znanje, pa kako biti samo, da rečemo temu, svetovalc, brez da se poskušaš odločati, kar si se odločil 20 let. Ne? Da dejansko predaš to mesto enemu drugemu. Zanimivo. Pred začetkom tega snemanja sva padla v debato o tem, o delnicah in pa investiranju v startupe, kaj je bolj rizično, pa bi mogoče tukaj lahko omenila glavne razlike med delnicami in pa investiranjem v startupe. Ja, pri delnicah moraš biti kar dobro seznanjen z globalnim stanjem ekonomije, iz premiki, se pravi iz trendi, iz politiko, ki vpliva na gospodarstvo, kot je recimo pač neka trgovinska vojna ali pa nekaj takega, ali pa cene energentov, kar smo zdaj priča, in to zelo vpliva na vzdušje na borzah. Medtem pa, če investiraš v manjše podjetje, v startup podjetje, je pa investiraš v neko manjšo zgodbo, ki jo lahko kot podjetnik bistveno boljše oceniš, kam gre, kam se razvija in tudi pomaga z nasveti, kar pa dodatno pač oplemeniti tvoj denar, ki si ga investiral. Opravila sem že kar nekaj pogovorov z angelskimi investitorji in vsi pod črto pravijo, da je ekipa tista, ki je najbolj pomembna pri tovrstnem investiranju. Zdi se mi, da pa vse angelski investitor mora imeti neke sposobnosti ocenjevanja ljudi, karakterjev,
Koliko dela je s tem, da oceniš neko ekipo, da je zaupanja vredna? Se pravi, tukaj bom mogoče malo povzel pač glede zaupanja. Ne? Zaupanje se gradi. Se pravi, z vsakim dejanjem, ki ga narediš napram ekipi ali pa ekipa proti tebi, se gradi neko zaupanje. In to zaupanje potem se gradi, medtem ko zaupanje se tudi hitro izgubi, pač, če so neki koraki, ki niso, rečemo, primerni za neko partnerski odnos. Tako da bistvo je pa oceniti, ali je ekipa sposobna preživeti na trgu. Ne? Preživeti na trgu to pomeni, vedno bojo neki problemi, vedno bojo neke situacije, ki so manj kot idealne, in ekipa mora biti pripravljena take situacije prepoznati in tudi ustrezno reagirati, kar pomeni, da je treba kakšen produkt preoblikovati, malo drugačen fokus narediti, kakšno drugo funkcionalnost noter vgraditi ali pa zgolj pač, nek CGP spremeniti, ne? Da je primeren pač trgu, na katerem ponujaš. Kaj pa so bili glavni motivi za investiranje v startupe? Kot raziskovalno razvojno podjetje smo tekom let prišli do tega, da smo imeli veliko znanja akumuliranega v ekipi in smo razmišljali, kako ćemo to pretvoriti v tržno dejavnost, rečemo to, ali so to storitve ali je to produkt. In tako je prišlo do tega, da je na koncu en od modelov to, da dela spin-out, beri pač neka ekipa, ki ima neka specifična znanja, jo pač spraviš v te, da je pač celotna ekipa in potem poskušaš zmotivirati s tem, da naredi spin-out. Oni so udeleženi pri procentih podjetja, tako da lahko sami tudi odločajo o prihodnosti. Imaš pa recimo pač eno možnost, kako to znanje spet pretvoriš nazaj v evre. Ja, Ernest Žejn nam je recimo povedal, da njemu beseda angel ni prav preveč všeč, da je on bolj en tak majhen hudiček, ki se rad posladka z dobički. Kako pa je pri tebi? Se tudi rad sladkaš z dobički? Dobiček je, jaz pa gledam na denar, pa na dobiček, pa na te stvari kot na tisto sestavino, ki omogoča, da se stvari vrtijo. Ne? Se pravi, v motorju je to olje. In denar je tisti, ki pač naredi to, da pač ti lahko neko znanje pretvoriš v neko storitev, ki nekomu pač rešuje problem in on je pripravljen potem v zameno da denar. Ta denar je pa pač na koncu namenjen temu, da delaš stvari, ki jih rad počneš, če si pa IT, si pa ne rajši za računalnikom. Ja, recimo, ali smo lahko mogoče tukaj konkretno, s katero naložbo si največ zaslužil mogoče, a pa če lahko razkriješ, kolikšni so v povprečju neki donosi? Tako rekel, tukaj bi se zelo navezal na Domjana, ki je pač v enem od podcastov povedal, da če bi pač računal donosnost teh naložb, se ne bi šel tega, ne? Ampak recimo to, da delaš z neko ekipo, ki je zagnana, ki je motivirana, ki ne gre ob 4 popoldne iz službe, zato ker je konc šihta, ne? Ampak ki ustvarjajo, ki na koncu, ki se jim gre za to, da bojo prodali, največji korporaciji neke produkte, to je tisti drive, ki te potem vodi, ne? Ki ti daje pač ta veselje, da investiraš in da si del teh zgodb. Ne? Ja, recimo Domjan nam je povedal, da je bil investiran v 18 naložbah, trenutno je v 9. Ernest Žejn je povedal, da je v 20 aktivno, recimo tam okrog 9-10 naložb. Koliko investicij pa je v tvojem portfelju? Recimo pa zdaj tiste, ki so trenutno aktivne, ne bi rekel, da je ta moj mojster, ki si ga omenila, pa Sentinel. Sej še par drugih naložb je bilo, ampak rečemo na koncu se sfokusiraš na tiste, ki imajo največjo možnost, da dejansko uspejo globalno, ne? In tiste potem podpiraš bolj aktivno, kakor pa nekoga, ki je pač recimo najdel neko, rečemo, manjšo zgodbo in se pač poskuša zgolj pozicionirati kot nek manjši player v nišnem področju. Ne? Koliko je bilo pa exitov do zdaj? Exit, tak, da bi pač potem dobil več nazaj, kot si vložil v eno podjetje, ga še ni bilo.
Jaz upam, da bosta e-forma pa moj mojster pa Sentinel pokazala nasprotno, da bom nekoč dobil več ven, kot smo dali noter, ne. Ampak tako, na koncu so pa ljudje pa ekipe, ki si jih spoznal, pač vseeno pač neko poznanstvo ti dajo pa širijo ti obzorje. Se pravi, ni samo denar, ampak tudi verjetno čas. Pa ti si tudi kar precej mentor pod tem startupom, tako da verjetno je tudi čas potrebno nekako vrednotiti. Čas je izredno dragocen. To je to olje, ki sem prej omenjal, ne. Nekaj je lepo doma, se pravi, fino je, da ti ni treba skrbeti, se pravi, kako boš čez mesec prišel. Druga stvar je pa pač, da delaš te stvari z veseljem in da vidiš, da bo nekaj uspel. Recimo, če si naredil nek software, ki je pol prisoten v vseh državah tega sveta, ne, da si izvoljen, recimo pač nominiran za number one software na nekem področju, kot je recimo ASL, to je pol tisto, ki ti da pač tisto več, za kar si se trudil, ne. Ali pa delova zvezda, ne. Ja. Iz zanesljivih virov sem tudi izvedela oziroma slišala, da skoraj nikoli, redko zamudiš mentorske dneve in demo dneve od SPS-a. Se tu pojavijo dobre naložbene priložnosti oziroma bom drugače vprašala, kje iščeš dobre naložbene priložnosti? Se pravi, če najprej komentiram SPS, se pravi, to, kar dela SPS, se mi zdi ena boljših stvari na naši okolici. Se pravi, mi smo sodelovali na raznih, rečemo, razpisih ali pa povabilih na neke programe, ampak vedno je pač so stvari ali so zamujale, niso bile tako, ker so bile predstavljene, ker so se zadnji trenutek spreminjale. Medtem ko SPS pa deluje zelo konsistentno, se pravi, vsako leto ima zelo podobne produkte, vam daje kot podjetnik je pa zate pomembno, ne. Recimo, če zdaj SPS produkte omenim, rečeš, zdaj leto sem prijavil na P2, drugo leto se pa mislim, ali pa čez 2 leti na SK75, veš, da bo čez 2 leti SK75, ne pa, da bo P3 pa, ne vem, SKM3. Tako da in rečemo, ta predvidljivost, to, da lahko nekako računaš na to podporo okolja, se pravi v tem primeru SPS-a, je zelo veliko vredno in pač iz tem, ko se jaz udeležujem teh stvari, tudi kažem pač to, da so mi pomembne stvari, da se naprej vrtijo, ne. In v vsaki priliki pohvalim SPS, če se le da. Mislim, da bojo zelo veseli. Ampak kaj pa na splošno drugače, so še kje se išče v bistvu takšne priložnosti? Izven SPS-a mogoče? Večino so te demo dnevi, pa recimo, se pravi, kjer morajo podjetniki pičati svoje ideje za denar, ne, tam so te priložnosti, ne. Kar pomeni, v tistem trenutku je pač podjetnik razmišljal o tem, da bi se pravi, vzel nek denar ker ima neko potrebo, ne, ali je to širitev trga ali pa oblikovanje produkta za masovno prodajo. In rečemo, ti dogodki so zelo javni, se zelo veliko publicirajo in ni težko najti. Pa Slovenija je relativno majhna, tako da zelo veliko nekih idej pa tudi ni, ne. Zdaj, mnenja glede panoge, v katero boš investiral, so zelo različna. Recimo Domijan je rekel, da bi bolj težko... Se kar strinjam z njim. Je, Ana. Ja. Da v fintech recimo ne bi šel ali pa v zdravstvo. Recimo Žejan je pa rekel, da pač je zelo odprt. Jure Mikuš je pa tudi recimo zelo bil natančen, katere panoge spremlja in katere ne. To je tisto, kar sem prej rekel, se pravi, temu se reče izraz je smart money, ne? Se pravi, pač investiraš svoj denar tam, kjer veš, da razumeš posel, ne? Kjer lahko recimo z nasveti pomagaš ekipi, da se ne bo nekje zaglavila, ne? Se pravi, če si ti dal, recimo primer Mikuža, je vse nekaj 100,000 evrov za vsakega investiranca, ne? Če daš ti nekomu 500,000, ne? Pa da pa rečeš, glejte, fantje, pojma nimam, kako ti pomagam znajti se, ne? Mislim, da njegovi pač tisti, ki pač mu zaupajo ta denar v upravljanje, ne bi bili zelo veseli, če bi bile take investicije, ne? Tako da se strinjam s tem, da je zelo dobro, da veš nekaj v področju, kamor investiraš.
No, greva zdaj tukaj mogoče še dotakniti se, kako se ocenjuje smiselnost naložbe, a se upoštevajo kakšni določeni kazalniki? Na koncu večino startup ekip še niti ne zna dobro ekonomsko oceniti svojega potenciala, kar pomeni, da to se spet vračamo na zaupanje, oziroma se pravi, a verjameš, da bo ekipa sposobna narediti nekaj, ne. Se pravi, tukaj pa pride do tega, pač, da je fino, da je kakšen, ki malo razume ekonomijo zraven, kakšen, ki mogoče razume prodajo, pa malo marketing, kakšen, ki zna stvari narediti pa popraviti, in tukaj pa pol ta ocena ekipe, ne. Pa kakšna je kemija med njimi, ne. Kdaj je cela ekipa zgrajena okoli enega človeka, ki je recimo zelo karizmatičen, ampak ostali ga sledijo, in pač kar pomeni, da ne bo imel te interne diskusije, a je kaj dobro ali ne, ker se bo vedno naredil pomagao. Če pa ekipa recimo približno uravnovešena, kjer so vse sposobni vsak postaviti za svojo pač pozicijo, mnenje, takrat pa mislim, da pač je večja verjetnost, da bo ekipa uspela, ne. Primer pač mi slabo smo se prvo leto kar dobro, ki smo pregovarjali, da ne bom rekel kregala, ne. Pa največ s svojim bratom. Pa se včasih se je pa tudi treba konstruktivno skregati, zato da prideš do kakšne rešitve. Ampak dejansko pač potem se pravi, recimo neke poslovne odločitve, ki smo jih pa potem izpeljali, so pa bistveno bolj varne, ne. Se pravi, s tem se tveganje manjša, ne. A se mogoče dotakneva še trenutnih vrednotenj podjetij? Zdaj gledamo nore valuacije v svetu, vrednotenja so res neverjetna, vse zelo eksplodira. Se ti zdi, da so podjetja precenjena oziroma vrednotenja napihnjena? To je vedno težko reči, ne. Se pravi, je pa ena stvar, ki pač reče ta crazy valuation, ne. Se pravi, recimo, da ti veš, da nimaš nič v roki, da je recimo tvoja firma vredna 100.000 evrov, pa ti en ponudi 10 milijonov za 10%, ne. Problem je v tem, ker bo on donosnost pričakoval, ne. In bo rekel, v redu, 10 milijonov dobiš, ampak firma mora biti pa še enkrat več vredna čez 2 leti. Kar pomeni, če ti je on vrednotil na 100 milijonov, a boš našel ti kakšnega čez 2 leti, ki ti bo dal 200 milijonov za par procentov. Oziroma pač v tem pogledu, da ti bo pač se strinjal z valuacijo 200 milijonov. Ne? In ti crazy valuation pač pomeni, vsej na gor je fino, ampak ta prvič, ko boš pa vzel valuacijo, ki je nižja kot prej, ne? Recimo, da se pa zmeni za 50 milijonov, takrat se pa zelo delutajo vsi founderski deleži in vse, ne? In mogoče kdaj pametno pač rečemo malo bolj z rezervo valuacijo vzeti, ne? Ja, pravijo tudi, da se pri denarju praktično marsikaj ali pa vse konča, ne. Tako da verjetno je pomembno mogoče z vidika podjetnika in investitorja, da mogoče odkrito komunicirata tudi o vrednotenjih, o investicijah, o vsem skupaj. Kako pa to izgleda v praksi? Približno tako, kakor si omenila, pač rečemo za vse te obe podjetji, ki sem jih prej omenil, ne. Se pravi, je tudi soinvestitor venture sklad, se pravi Mikuš, in v tem primeru pač pride do tega, da se zelo odprto pogovarjamo, ne. Se pravi, se odprto pogovarja za pač potencialne investicije, s stanjem na trgu, s rastjo, se pravi s strankami, se pravi kako produkt naslavljata prave probleme pa te stvari, tako da se bistveno, rečemo, čim pride neka pač institucionalna investicija v podjetje, se mi zdi se pač odnos podjetja pol bistveno bolj zresni naproti, rečemo, vsem tem ekonomskim parametrom, kjer večinoma pač, ko je majhno podjetje, pač se bolj veselijo produkta, ki so ga naredili, pa kakor pa tega pač, da morajo dejansko denar delati, ne. Zdaj si omenjal South Central Ventures od Mikuža, ne. Se pravi, angelski investitor, ali je priporočljivo, da angelski investitorji, se pravi, spoznajo vse te sklade, ki delujejo pri nas, vse te ljudi, ki so na čelu teh skladov, se pokonektajo z njimi? Tako, kot sem prej omenil, pač v Sloveniji ekosistem tudi majhen, ne.
da praktično vse ljudi poznaš, oziroma si vsaj na eni od teh konferenc sedel skupaj. Tako da recimo z nekom potem, to je pa isto, kot pač v podjetju. Ne? Se pravi, če kemija deluje med recimo nekim skladom, pa z angelskim investitorjem, pač potem bosta verjetno še kakšno investicijo skupaj naredila. Ne? Če pa recimo delate zelo na diametralni pač pogled, imate na to, kako se mora podjetje razvijati, potem pa drugič pač verjetno ne boš šel v neko tako zgodbo skupaj. Ne? Ko recimo ocenjuješ smiselnost neke investicije in se pogovarjaš s podjetnikom, prvič pogovarjaš s podjetnikom, katera so tista vprašanja, ki jih postaviš podjetniku oziroma ekipi? Tipično poskušati še razumeti, če oni se zavedajo problematike, v kaj se spuščajo. Ne? Se pravi, če razumejo to, da bodo mogli na koncu prodati svoje, rečemo, te ideje, se pravi, da morajo stranke najti, da bodo mogli podporo imeti za rešitve, recimo nek helpdesk, kjer bo nekdo dvignil telefon. Ne? Dostikrat v primeru, pač, kjer imaš zelo inovativne ljudi, ki zelo dobro razumejo, kako mašina deluje, ne? Se pravi, to stroje, to računalnika in to software, imajo slabše razumevanje, kako ljudje gledajo na te naprave, ne? In potem je kdaj problem, če človek pozabi na to, da je treba imeti stranko na drugi strani, predvsem pa zadovoljna stranka. Ja, zadovoljna stranka je dobra stranka, se vrača. Ja, to je to. In se pravi, če ekipa razume to, da bo na koncu rečemo temu v storitveni dejavnosti, se pravi, gospod ali pa gospa vam še kaj prinesem, je to v redu, ste bili zadovoljni. Če znajo to vprašati, potem imaš kar dobro šanso, da bo produkt tudi našel pač kupce. Na drugi strani pa seveda investitor, ki mora tudi znati obvladovati in v prvi vrsti prepoznati tveganja. Kako to narediš kot investitor? Se pravi, pač kakšne tveganja pač lahko predvidiš, predvsem takrat, ko si pač že sam napake delal. Ne? To je najbolj pogosto. Se pravi, pač greš v neko investicijo, vidiš, da nekaj ni šlo, potem narediš postmortem, malo analize, kaj pripeljalo do tega, da so se stvari niso išle, ne? In potem poskušaš pač se tem problemom ogniti naslednjič. Ne? Razlika med zmagovalcem pa pač, ki je končal zadnji, je v tem, da si zmagovalec večkrat pobral. Ne? Več napak naredil, se več naučil, samo to je. No, zdaj, ko smo pri napakah, katere so tiste ključne napake, ki si jih naredil kot investitor in da te je zelo bolelo v žepu? Tako, kot sem rekel, pač na koncu pač denar je, se pravi, investiraš tisto, kar lahko pozabiš, da si investiral, ne? Ker če te je bolelo, pač pomeni, da pol živiš v nekih, rečemo, spominih in te blokira, da investiraš naprej, pa da razmišljaš o tem, kaj lahko rata. Ne? Pač bolečina je predvsem recimo v primeru, kjer so vloge founderjev oziroma pač rečemo delež founderjev ni definiran, pač predno se gre pa neko skupno zgodbo. Ne? Zato, ker pač potem, ko nekaj rata, ko vsi vidijo vrednost projekta, ne, bo, recimo, če takrat sprašuješ founderje, koliko je vsakdo prinesel k firmi, ne, boš prišel približno 200%, pri čemer noben je upošteval denarja, ki je bil vložen v firmo. Ne. Beri pač vsak vidi svoj doprinos bistveno bolj pomemben, kot pa ostalih, in pride do tega, pa že, da takrat se prepiri začnejo, pa razhajanje, pa jaz ne bom več to delal, pa da je ti več. Tako da je dobro, da te stvari treba zelo zgodaj definirati. Ne? To bo kakšen odnesel domov. To so čisto klasični problemi v vseh odnosih. Ne? Dobro definirati pogoje, preden se spravaš pač. Ja. Kako pa je recimo večkrat so bili omenjeni vložki, ne? Kakšni zneski govorimo tukaj? Ne? Jaz si predstavljam, da kot angelski investitor vseeno moraš imeti nek malo večje številke, večji znesek denarja na računu za takšne investicije. Se pravi, tukaj je vse od do. Ne?
Se pravi, pač od nekaj tisoč evrov, pač, če gre zelo zgodaj, kar se je pri meni zgodilo, pač, ker sem fante z moj mojster spoznal pač na enem od teh prvih pičev, ki so jih imeli mislim, da je bilo za SPS. In so bili še zelo majhni in se še ni prepoznala, recimo ta njihova vrednost ni bila tako prepoznana in rečemo, tam je bilo res nekaj tisoč evrov, pa do rečemo velikih vložkov v smislu znanja in ekipe, pač, kjer so bili rezultat nekih projektov, ki so bili sofinancirani in pol, recimo, tisto tudi težko vrednotaš pač z nekimi absolutnimi številkami. Ne? A bi lahko mogoče za konec dala še nek nasvet novopečenim angelskim investitorjem oziroma vsem, ki jih zanimajo tovrstno investiranje? Se pravi, se začeti udeleževati teh konferenc, raznih pitchov, demo dnevov, to, da dobiš občutek sploh na katerem nivoju so recimo ekipe, produkti, podjetja, ne? Pa se začeti pogovarjati. Saj tudi je veliko teh delavnic za investitorje, za mentorje in temu pravijo, kako pravijo, 10,000 ur. 10,000 ur moraš investirati, potem boš pa nekaj vedel. Pa čim manj poslušati, pač, kaj treba investirati. Ne? Kaj ti vsi govorijo, da moraš denar investirati, ponovadi ga bo zgubil. Tako, kot je bil Bitcoin konc leta 2017. Ne? Ja, no, sem kje pa danes? Ne, ampak takrat je zelo veliko ljudi izgubili precej denarja. Ne? Ja, seveda. No, ko govorimo zdaj že o izgubah, ne, tudi tukaj so možne izgube. Ne? Statistika je zelo neizprosna, tukaj 80% startupov ugasnejo, če niso zadovoljni. Ja. To je bilo že od samega, rečemo, ves čas je bilo že tako, ko smo mi ustanavljali Xlab, še preden se je govorilo o startupih, pa o tem, je bila statistika, pač, da 1 do 2 podjetje preživi te prve 2 leti. Se pravi, če ti ustanoviš podjetje, je zelo verjetno, da bo pač ugasnilo v 2 letih. Tako da, se pravi, ta statistika se ne spreminja. Ne? To je pa ravno ta kemija pač, ekipe, pač, če funkcionira. Ne? To je isto, kot v kjerkoli odnosu. A si sposoben, se pravi, toliko časa, ko se imamo fino, ni problem, ko pa prije do nekega problema, kako se lotimo problema reševati. Ne? In to je to. Če je ekipa sposobna probleme reševati, bojo preživeli prvih par let. Pa bojo pač v nekaj malih procentih. No, super. Mislim, da sva dala kar veliko zanimivih informacij, tako da je najlepša hvala za super pogovor in pa seveda želim še veliko uspeha pri lovljenju teh super naložbenih priložnosti. Okay, hvala.